13 držav izginja. Toda pod skoraj vsako zgodbo se skriva ista sila. Planet premika mejo med kopnim in vodo in zemljevid spreminja hitreje, kot lahko te države sledijo. Do leta 2050 bodo nekatere delno pod vodo, druge bodo popolnoma brez vode. In to niso samo majhni pacifiški otoki. Nekatere so dom več kot 100 milijonom ljudi. Sateliti NASA in desetletja geoloških podatkov kažejo na isti zaključek. Zemljevid sveta se spreminja in te države so na udaru. Nekatere od teh držav poplavlja od zgoraj, druge tonejo od spodaj. In nekatere so prizadete z obojega hkrati. Številka 13. Vietnam. En kmet v vietnamski provinci Long An je povedal naravnost: ničesar ni mogoče pridelati. To se zgodi, ko slana voda doseže riževa polja, ki preživijo le s sladko vodo. In po vsem Vietnamu se to dogaja vse pogosteje. Ocean tukaj ne le da narašča. Narašča na obalo, kjer živi 102 milijona ljudi, hitreje kot skoraj kjerkoli drugje na svetu. Po podatkih Visual Capitalist je Vietnam že tretja najbolj izpostavljena država na svetu za poplave obalnih območij. Je tudi peti največji proizvajalec riža na svetu. Zdaj se ti dve dejstvi začneta prepletati. Poplave, ki so nekoč segale 30 do 50 km v notranjost, zdaj segajo več kot 100 km. Do leta 2023 je slana voda poškodovala 8,6% vseh obdelovalnih površin v delti Mekonga. Samo to naj bi do leta 2050 zmanjšalo vietnamsko gospodarstvo za 3,5%. Pomoč bi morala priti. Po konferenci COP27 so se bogatejše in bolj razvite države dogovorile, da bodo odškodovale države, ki najbolj trpijo zaradi podnebnih sprememb. Združeni narodi ocenjujejo, da račun znaša do $387 milijard vsako leto. Do januarja 2024 je bilo obljubljenih le $661 milijonov. Vietnam je večinoma prepuščen sam sebi. Kmetje so se prilagodili na edini način, ki ga poznajo. Mnogi zdaj izmenjujejo pridelavo riža in reje kozic. Brez dovolj sladke vode, ki bi tekla po reki navzdol in izpirala zemljo, ribniki za kozice za sabo pustijo sol. Trajno. Bolj ko se kmetje prilagajajo, težje je ponovno pridelovati riž. In to še vedno ni največja težava Vietnama. Ho Chi Minh, kjer živi 14 milijonov ljudi, se pogreza. Če se bodo današnji trendi nadaljevali, bo skoraj celoten jug Vietnama do leta 2050 pod gladino visoke plime, kar bo prisililo okoli 20 milijonov ljudi, da zapustijo svoje domove. Toda Vietnam ni brez krivde za vse to. Sama prispeva k lastnemu pogrezanju. Po raziskavi uporabe vode na 15.000 lokacijah v 25 letih so geologi ugotovili, da se vsak dan iz delte Mekonga izčrpa več kot 8,8 milijona kubičnih čevljev podtalnice, večinoma skozi neregulirane zasebne vodnjake. Vietnamska vlada se še vedno ni soočila s to resničnostjo in pri tem ni osamljena. Nekatere države tonejo še huje zaradi vprašljivih političnih odločitev. Naslednja država prav tako tone, le da ne na enak način. Številka 12. Iran. Verjetno niste pričakovali, da boste Iran videli na takšnem seznamu. Gre za ogromno državo, ki jo opredeljujejo planote in gore z le majhnim obalnim območjem. Persejski zaliv se morda dviga za skoraj 0,2 palca na leto, vendar je za Iran večja nevarnost pod zemljo. Iran je država, katere zemlja se pogreza pod lastnimi polji. To niso naftna polja kot v Venezueli. Iran ima drug vir bogastva. Je drugi največji proizvajalec pistacij na svetu, takoj za Združenimi državami Amerike. Industrija prinaša dodatno $1 milijardo na leto, med 45 in 70% teh oreščkov pa prihaja iz enega kraja, province Kerman. A obstaja tudi slaba stran. Kerman je popolnoma celinska puščava, ki na leto prejme le 1,37 cm padavin. Zato morajo kmetje vodo črpati iz podzemnih vodonosnikov, ki so se polnili milijone let. Zdaj pa s tem obremenjujejo zemljo. Nekateri deli Kermana, kot je okrožje Rasvanjan, se zaradi črpanja vode vsako leto pogreznejo tudi za 36,8 cm. Kerman je le najbolj skrajen primer. Maja 2025 je iranska vlada priznala, da se v 30 od 31 provinc v državi zemlja pogreza. In tla se še vedno vdirajo. Do milijon vodnjakov zdaj vsako leto izčrpa približno 50 milijard kubičnih metrov podtalnice iz države. Posledica ni le večje tveganje za poplave, temveč tudi počasen zlom iranske infrastrukture.
Nemški znanstveniki ocenjujejo, da se zemlja pod teheranskim mednarodnim letališčem Imam Homeini vsako leto pogrezne za približno 4,8 cm. Pod glavno mestno rafinerijo nafte je še slabše. Tam se zemlja vsako leto pogrezne med 22 in 30 cm. Avtoceste, železnice, tovarne in cela naselja se pogrezajo, medtem ko so vdorne jame vse pogostejše. Sateliti so spremljali napredek od leta 2014 do 2020, pri čemer so se za najbolj prizadete izkazale najbolj poseljene regije v državi. Polovica vseh Irancev, približno 42 milijonov ljudi, živi na pogrezajočih se tleh. 14 milijonov ljudi živi na območjih, kjer prihaja do hudega posedanja tal, zlasti v provincah kot so Teheran, Razavi Horasan in Fars. Kraji, ki so za iransko gospodarstvo najpomembnejši, so tisti, ki se pogrezajo. Vlada pravi, da se bori proti temu. V letu 2024 so odstranili več kot 12.300 nezakonitih vodnjakov. A to je, kot bi en problem rešil, drug pa bi se takoj pojavil, ko lahko ena organizacija vrta skoraj kjerkoli želi. Nadzira iransko vodno infrastrukturo prek svojega gradbenega konglomerata Khatam al-Anbiya. Kritiki so ga poimenovali iranska vodna mafija. Razgradnja tega sistema bi pomenila razgradnjo ene izmed samih institucij, ki pomagajo ohranjati trenutni režim na oblasti. Torej, to ni kriza, ki bi jo povzročil nepravičen mednarodni sistem. To je kriza, ki jo poganjajo notranje politične razmere v Iranu. Naslednja država pa se prav tako pogreza. Ne gre le za vodo, za katero si prizadevajo. Številka 11. Junija 2026 so potresi stresli obalo Venezuele, zahodno od Caracasa, in ubili več kot 3800 ljudi. Toda potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta bila le začetek njenih naravnih težav. Zaradi naraščanja morske gladine venezuelsko obalno ozemlje izginja. Do leta 2050 bo izginilo 30% delte Orinoka. To ni le žarišče biotske raznovrstnosti, to je tudi dom 36.000 staroselcev. Toda prihajajoča kriza ne vpliva le nanje. Pristanišče Guanta in otok Margarita, kjer živi 500.000 ljudi, bosta prav tako izginila pod valovi. Toda podobno kot v Iranu, je resničnost verjetno še slabša. Klimatologi so te projekcije naredili na podlagi podatkov iz leta 1999. To je bilo leto, ko je Hugo Chavez prišel na oblast in začel tako imenovano bolivarsko revolucijo. Od takrat Venezuela večinoma ne zbira več zanesljivih podatkov o podnebju. Približno 70% vremenskih postaj v državi je poškodovanih ali ne deluje. Zato so znanstveniki pri napovedovanju prihodnjega podnebja Venezuele pogosto prisiljeni ugibati. Ena stvar, o kateri jim ni treba ugibati, pa je nafta. Če se bo črpanje nadaljevalo s sedanjo hitrostjo, bi lahko kar 80% venezuelske obale, dolge 2700 km, doletelo pogrezanje ali erozija, saj se bo morska gladina še naprej dvigovala. Venezuela ne izginja samo zaradi podnebnih sprememb. Izginja tudi zaradi tega, kar črpa iz zemlje. Leta 2025 je imela Venezuela več kot 303 milijard sočkov nafte v rezervah, največ na svetu. To je več kot 17% svetovnih zalog. Trenutno proizvede približno 903.000 sočkov na dan. Toda vsak soček ima svojo ceno. Jezero Maracaibo, eno najbogatejših naftnih polj na svetu, vsebuje približno 20% državnih rezerv. Nafta se tu črpa že od 20 let prejšnjega stoletja. To je Venezueli prineslo naziv dragulj Južne Amerike. Desetletja kasneje pa je postalo glavna finančna opora vlade Chaveza. Toda odstranjevanje tolikšne količine nafte ima enak učinek kot iztiskanje vode iz gobice, le da se v tem primeru gobica raztopi. Okoli jezera Maracaibo so mesta kot sta Cabimas in Lagunillas se pogreznila za več kot 5 metrov. Celotne skupnosti, ki so bile nekoč varno nad morsko gladino, so zdaj pod njo. Stari nasipi so vse, kar še zadržuje jezero zunaj. Ko se morska gladina dviguje, postaja to tekma med vodo in infrastrukturo, ki razpada. In črpanje se bo kmalu znova povečalo. Nova vlada želi, da Venezuela znova proizvaja 3 milijone sočkov nafte na dan, kar je več kot 3-krat več od današnje proizvodnje, s pomočjo ameriških naftnih podjetij. O utrevanju nasipov, ki ščitijo ljudi, ki tam živijo, je bilo veliko manj razprav. Kajti za tiste, ki sprejemajo odločitve, je črpanje nafte prednostna naloga. Nafta je Venezuelo obogatila. Morda je to tudi razlog, da obala ne preživi dovolj dolgo, da bi lahko porabili to bogastvo. Za razliko od nekaterih držav na tem seznamu, naslednja država dejansko poskuša rešiti svojo težavo. Številka 10.
Jordanija se iz vodne krize ne more rešiti z vrtanjem in tega niti ne poskuša. Namesto tega si pot iz krize gradi. Na voljo je manj vode na osebo kot v katerikoli drugi državi na svetu. V prestolnici Aman številne družine čakajo tudi do enega tedna med posameznimi dostavami vode. Da bi razumeli, zakaj je tako, poglejte vodo, ki je nihče ne more piti. Mrtvo morje se od 60 let prejšnjega stoletja vsako leto zmanjša za več kot 1 meter. Do leta 2050 bi lahko bilo skoraj popolnoma suho. Tokrat podnebne spremembe niso glavni krivec. Krivi so ljudje. Reka Jordan, ki napaja tako državo kot Mrtvo morje, je bila desetletja preusmerjena. Izrael nadzoruje večino toka reke s pomočjo jezu Daganija na Galilejskem jezeru. Sirija je zgradila več kot 40 jezov vzdolž reke Jarmuk, največjega pritoka Jordana. Jordanija je zgradila svoje lastne jezove, vendar ker leži najbolj dolvodno, imajo ti jezovi za uravnavanje na voljo manj vode. Končni rezultat? Reka Jordan zdaj dovaja 3,5 milijarde kubičnih čevljev vode v Mrtvo morje, pri čemer je približno 50% te vode onesnažene. Pred obdobjem 60 let prejšnjega stoletja je med 42,4 in 45,9 milijarde kubičnih čevljev vode vsako leto priteklo v Mrtvo morje. Nihče se ne more dogovoriti, kako obnoviti reko. Toda Jordanija ima eno prednost, ki je nima skoraj nobena druga država na tem seznamu. Ocean je ne požre. Obstaja delujoča vlada, gospodarstvo vredno 50 milijard dolarjev in skoraj 11,5 milijona ljudi. Že zdaj reciklira približno 90% svojih odpadnih voda, kar je ena najvišjih stopenj na svetu. Tudi po razširitvi čistilnih naprav bo to do leta 2030 zagotovilo le okoli 10,6 milijarde kubičnih čevljev na leto. To je manj kot tretjina tega, kar država potrebuje. Tako Jordanija stavi vse na 450 km dolg cevovod, 6 milijard dolarjev vreden projekt razsoljevanja in prenosa vode Akaba Aman. Črpal bo razsoljeno vodo iz Rdečega morja pri Akabi vse do Amana. Pri tem pa jo bo dvignil več kot 1100 metrov navzgor. Ko bo dokončan, naj bi zagotavljal dodatnih 300 milijonov kubičnih metrov vode na leto. To je še ena tretjina. Zadnja tretjina bo morala priti od drugod, z obnovo puščajoče infrastrukture, preprečevanjem kraje vode in izkoriščanjem vsake kapljice v državi, ki je preprosto nima dovolj. Do leta 2050 bomo izvedeli, ali je to dovolj. Jordanija se sicer spopada s težavami, vendar ne bo nikamor izginila. Naslednja država tega ne more reči. Številka 9. Fidži. Leta 2014 je vas Vuni do Goloa izginila. Njenih 100 prebivalcev se je moralo preseliti 1,9 km v notranjost, potem ko so valovi več let segali več kot 90 metrov v njihove domove in polja. To je bila generalka za to, kar čaka preostanek države. Fidži sestavlja več kot 300 otokov, vendar 87% od njegovih 925 tisoč prebivalcev živi le na dveh, Vanua Levu in Viti Levu. To je dobra in slaba novica. Povprečna nadmorska višina Vitija je 112 metrov, Vanua pa je še višja. Je dovolj visoko, da je druga država na tem seznamu razmišljala o uporabi Fidžija kot rezervno rešitev za primer podnebnih sprememb. Slaba novica pa je, da je lokalno dvigovanje morske gladine na Fidžiju še vedno med najhitrejšimi na svetu, približno 0,58 cm na leto. Večina ljudi ne živi na visokih mestih, ampak ob obali. Vuni do Goloa je morda bila prva na udaru, vendar ni edinstvena. 4,5% trenutnih stavb na Fidžiju bo poplavljenih že ob dvigu morske gladine za 21,8 cm. Nekateri od teh učinkov so nepopravljivi, tudi če bi se vse emisije toplogrednih plinov na svetu ustavile prav zdaj. Toda prebivalci Vuni do Goloa niso le opazovali, kako izginjajo njihovi domovi, opazovali so tudi, kako izginja vir preživetja njihove države. Turizem predstavlja 40% gospodarstva Fidžija, kmetijstvo predstavlja še dodatnih 18% in zaposluje približno 28% delovno aktivnega prebivalstva. Če odvzamete tiste plaže, ki so primerne za Instagram in v ta polja pride slana voda, kaj potem? Tudi lokalni ribolov se zmanjšuje zaradi segrevanja podnebja. Zato Svetovna banka napoveduje, da bo Fidži do leta 2050 vsako leto izgubil 6,5% svojega trenutnega BDP. Prebivalci Fidžija ne morejo računati na odškodninski sklad COP27, da bi to obnovili. Že so zgradili 6 morskih zidov in jih bodo morda zgradili še do 160. Toda to so poceni ambicije, tudi za razmeroma dobro stoječo otoško državo kot je Fidži.
Zato boste na mednarodnih podnebnih konferencah našli fidžijske uradnike. Pogosto so skušali prepričati druge države, naj nehajo izpuščati toliko toplogrednih plinov v ozračje, vendar jih je v to težko prepričati. Zato upajo, da bodo uspeli pridobiti čim več denarja iz tujine, naprimer 5 milijonov 700 tisoč dolarjev, ki so jih dobili na konferenci COP20 leta 2024. To je zadostovalo za dodatnih 3,8 km naravne obalne zaščite. Toda same obalne zaščite ne bodo rešile problema. Vlada še vedno načrtuje preselitev še 40 vasi. Tudi v manj ranljivih skupnostih morajo lokalni uradniki še vedno razmišljati o preselitvi ključne infrastrukture, kot so bolnišnice, na višje ležeča območja. Ne šele leta 2050, ampak prav zdaj. Do leta 2050 jih tam morda sploh ne bo več. Ljudje na Fidžiju imajo višje ležeča območja, kamor se lahko umaknejo, in denar za sprejetje realnih strategij za ublažitev podnebnih sprememb. Prebivalci drugih otoških držav nimajo te iste možnosti. Številka 8. Venezuela ni edina država, katere največji vir se je izkazal za prekletstvo. Dobrodošli v Nauruju. Vseh 8 kvadratnih milj tega otoka, težko je verjeti, ampak če bi stopili sem pred 50 leti, bi bili v enem najbogatejših krajev na svetu. Nauru je imel BDP na prebivalca 50 tisoč dolarjev. Takrat je bil takoj za Saudsko Arabijo. Toda vir ni bila nafta. Bil je to od vseh stvari gvano oziroma fosiliziran ptičji iztrebek. Fosfor v tem gvanoju je odličen za kmetijska gnojila. Naurujev pa je bil še posebej dober. Zato so kolonialne sile prevzele nadzor nad njim, dokler Nauru po osamosvojitvi ni začel denarja prejemati zase. Več kot 43 milijonov ton fosfata je bilo izkopanega iz tal Nauruja v 19. in 20. stoletju. Toda gvano ni bil obnovljiv vir. Za njegovo nastajanje so bila potrebna tisočletja, ne milijoni let kot za venezuelsko nafto. Do 90. let ga ni bilo več. Za sabo pa je pustil državo, ki je si z rudarjenjem dobesedno uničila prihodnost. Približno 80% Naurujevega fosfata so pridobili s površinskim rudarjenjem. Pri tem je bilo uničenih približno 80% notranjosti otoka, vključno z večjim delom koralne podlage, ki ga je podpirala. Danes je večina otoka razbrazdana mesečeva pokrajina koralnih stolpičev. Kmetovanje je praktično nemogoče. Otok pa je premajhen, da bi lahko zgradili večje industrijsko gospodarstvo. Nauru je postal država enega samega kratkotrajnega uspeha. To je edina država na svetu, ki je dobesedno odstranila večino svojega ozemlja zaradi kratkoročnega bogastva. Znanstveniki so celo opisali otok kot praktično neprimernega za bivanje. Združeno kraljestvo, Avstralija in Nova Zelandija so na koncu ponudile, da preselijo celotno prebivalstvo. To je bilo deloma posledica kolonialnega sistema, ki je sploh spodbudil razcvet pridobivanja fosfatov. A večina Naurujcev se je odločila ostati. Zdaj pa bo morda ocean sprejel to odločitev namesto njih. Povprečna nadmorska višina Nauruja je še vedno približno 34 metrov, vendar je približno 40% gospodinjstev že doživelo poplave. Do leta 2050 NASA napoveduje, da bi se lahko svetovna gladina morja dvignila še za 20 do 30 cm. Tako Nauru izginja v obe smeri hkrati. Izpraznil se je od znotraj, zdaj pa se morje približuje od zunaj. Da bi država preživela, potrebuje denar. Nekoč je poskušala postati davčna oaza in središče za pranje denarja za organizirani kriminal, vendar so ameriške sankcije temu hitro naredile konec. Njen najnovejši načrt je bolj spoštovanja vreden. Za 105 tisoč dolarjev si lahko tujci kupijo državljanstvo Nauruja skupaj z brezvizumskim dostopom do 89 držav. Vlada upa, da bo program financiral preselitev približno 90% od svojih 12.500 prebivalcev na višje območje, kjer načrtujejo povsem novo mesto. Obstaja pa ena težava. Program so začeli na COP20 leta 2024. Od takrat so odobrili le 6 vlog. Deloma zato, ker je bilo povpraševanje omejeno, pa tudi zato, ker mora vsak prosilec opraviti obsežno preverjanje preteklosti, da izključijo teroriste in organizirane kriminalce. Toda čas se izteka. Če denar ne pride dovolj hitro, morda prebivalcem Nauruja ne bo preostalo drugega, kot da sprejmejo preselitev, ki jo ponujajo njihovi nekdanji kolonialni vladarji. In ne bi bili prvi. Naslednja država že opazuje, kako njeni prebivalci odhajajo. Številka 7. Tuvalu ni kot Nauru. Ni izkopavala svojih virov do uničenja. Prav tako ima še vedno kralja Karla III. Kot svojega zakonitega vodjo države. Tako imajo njeni državljani možnost, da odidejo.
Približno 8700 ljudi, več kot 80% prebivalstva Tuvalua, se je že registriralo za odhod. Svoje načrte za odhod pripravljajo, ker je Tuvalu le 3 metre nad trenutno morsko gladino. To ga uvršča na drugo najnižje ležečo državo na svetu, nekateri njeni deli pa so ožji od nogometnega igrišča. Tako lahko prebivalci Tuvalua v živo opazujejo, kako njihova obala izginja. Drevesa, ki so bila prej 10 metrov od obale, se je zdaj dotikajo. Soseske trpijo zaradi poplav približno 5 dni na leto. Do leta 2050 NASA napoveduje, da jih bo v državi skupaj 25. Nekateri kraji bodo prizadeti huje kot drugi. To je razlog, zakaj je Tuvalu obsojen na propad. Glavno mesto, Funafuti, je dom približno polovice prebivalcev Tuvalua. Znanstveniki napovedujejo, da bo do leta 2050 polovica tega območja poplavljena. Tuvalu nima veliko virov, da bi ublažil to počasi napredujočo katastrofo. Njegov BDP znaša le približno 60 milijonov dolarjev. Najpomembnejši viri prihodkov pa so tuja pomoč, pristojbine za ribolovne licence in gostovanje spletnih strani, kot je Twitch, prek svoje domene Tika.tv. To ni dovolj za nekatere dražje strategije ublažitve, poleg tega pa ni višje ležečih območij, kamor bi lahko preselili svoje prebivalce. Njegova najvišja točka je na otoku Neulukita in je le 15 čevljev nad morsko gladino. Lokalno morje se dviguje za 0,2 palca na leto, kar je 2-krat več od svetovnega povprečja. Tako ta najvišja točka ne bo dovolj visoka za to, kar poskuša narediti Nauru. Obstajala je le ena možnost. Leta 2024 sta Tuvalu in Avstralija sklenila pogodbo Falepili Union Treaty, prvo dvostransko pogodbo na svetu o podnebni mobilnosti. Po njenih pogojih se lahko vsako leto 280 prebivalcev Tuvaluja trajno preseli v Avstralijo. To je program, na katerega se je prijavilo 80% prebivalstva države. Do leta 2050 bo morda Tuvalu edinstven na svetu. Država, ki pravno še vedno obstaja, vendar z vlado in vsemi svojimi prebivalci na ozemlju druge države. Tuvalski minister za podnebne spremembe, Maja Talija, je to najbolje povedal. Ne moremo imeti stališča, da je migracija samoumevna. Kaj pa, če se zjutraj zbudimo in je polovico prebivalstva izbrisal ocean? Koga naj krivimo? Če smo iskreni, je seznam tistih, ki jih lahko krivimo, verjetno precej dolg. Toda svet ne bo čez noč prenehal uporabljati fosilnih goriv in to je težava za naslednjo državo. Toda Zarupo od Tuvaluja ne opazuje le, kako se morje dviga okoli njega. Opazuje, kako se morje dviga nad njim. Številka 6. Maldivi. Nekateri ste to morda pričakovali. Tako kot prebivalci Maldivov, ki ne potrebujejo podnebnih modelov, da bi vedeli, kakšna jih čaka prihodnost, lahko to opazujejo v živo. Morje okoli otokov se vsako leto dvigne za približno 0,09 palca. Ne sliši se veliko, dokler se ne spomnite, da 90% od 1200 otokov v državi leži največ 1 meter nad morsko gladino. Mnogi so že utrpeli hudo erozijo. Večina mest, vključno s prestolnico Male, leži le 100 metrov od obale. Voda je vsako leto bližje. Če se bodo trenutni trendi nadaljevali, bi lahko okoli 80% Maldivov do leta 2050 postalo neprimernih za bivanje. Vlada se zaveda, da tekmuje s časom in prebivalci se ne morejo preseliti na višje ležeča območja. Ker jih ni. Maldivi so država z najnižjo nadmorsko višino na svetu. Njena najvišja naravna točka na otoku Viligiliju, na atolu Adu, sega le 5,1 metra nad morsko gladino. Tam nihče ne živi. Je del igrišča za golf. Tudi vložki so veliko večji kot na Nauruju ali Tuvaluju. Na Maldivih živi več kot 600 tisoč ljudi, od tega približno 212 tisoč samo v prestolnici. Če bi najvišji del države spremenili v novo mesto, bi to pomenilo tudi žrtvovanje industrije, ki državo ohranja pri življenju. Turizem ustvari približno 70% BDP Maldivov. Tako ima vlada le eno pravo možnost – pridobiti novo kopno. Več kot 50 otokov je bilo že ustvarjenih ali razširjenih s pridobivanjem novega kopnega. Naprimer, Hulhumalej je bil zgrajen približno 2 metre nad morsko gladino, kot prihodnje zatočišče pred naraščajočim oceanom. Toda niso vsi prepričani, da je to dolgoročna rešitev. In to ima svojo ceno. Na Eduju je vlada podaljšala eno plažo za 130 metrov. Lastniki hotelov so kmalu potožili, da so turisti začeli odpovedovati rezervacije, ker je pot do morja postala predolga. To je manjši problem. Večji problem pa se skriva pod valovi.
Ustvarjanje novega zemljišča pomeni poglabljanje morskega dna, uničevanje koralnih grebenov, travnikov morske trave in mangrov. To je prav tisti ekosistem, ki naravno ščiti otoke pred oceanom. Koralni grebeni lahko absorbirajo do 97% energije prihajajočih valov, medtem ko lahko mangrove zmanjšajo višino valov za do 70%. Brez njih se zemlja preprosto odnaša. Poglejte Lagos v Nigeriji, kjer se obala vsako leto umakne za več kot 2,5 metra. To ni samo zaradi naraščajočega morja, ampak tudi zato, ker mangrove izginjajo. Med letoma 2000 in 2016 jih je izginilo več kot 50 km. Toda Nigerija bo še vedno obstajala leta 2050. Tam se je mogoče umakniti na druga območja. Maldivi te možnosti nimajo. Številka 5. Celotno prebivalstvo Kiribatija. 138 tisoč ljudi živi na obali, večina njihovega ozemlja pa leži le 2 metra nad morsko gladino. Ljudje tukaj jim ni treba skrbeti, kaj bo prinesla prihodnost. To se že dogaja. 2 od njegovih otokov, Abanoa in Teboatara, sta že potonila pod valove, voda pa še vedno narašča. NASA-jevi sateliti so zaznali dvig morske gladine med 5 in 10 cm na leto, poplave pa se še vedno pojavljajo. Taraba, kjer živi okoli 100 tisoč ljudi, zdaj vsako leto doživi med 10 in 20 dni poplav. Domovi in podjetja so večkrat poškodovani. Slana voda pronica v zemljo, uničuje pridelke in onesnažuje pitno vodo že dolgo preden se poplavna voda umakne. Ključna infrastruktura. Kiribatija se nahaja tik ob obali in junija 2008 je voda to tudi dokazala. Poplava je porušila most Tarava in seboj odnesla cevovode, ki so vodili iz vodnega rezervata Buena. Buena je eden od le 2 virov sladke vode za celotno prestolnico. Na edini preostali vir vode v Kiribatiju je bilo odvisnih na tisoče ljudi. Zanašali so se tudi na zbiranje deževnice v državi, kjer so že tako omejevali obe vrsti vode. En sam poplavni dogodek je za 2 leti uničil polovico državnih zalog vode. To je bil le namig na težave, ki so še prihajale. Do leta 2050 NASA napoveduje, da bodo 54% Tarave redno poplavljeno skozi vse leto. Drugi deli Kiribatija bodo doživeli 65 dni poplav. Za vse to bo zaslužno dodatnih 48 cm dviga morske gladine, ki se bo zgodil do takrat. Kiribati se je spopadal z nekaj možnimi rešitvami. Leta 2012 je kupil 2400 hektarjev zemlje na drugem največjem otoku Fidžija, Vanua Vanualevu. To je kraj z veliko višjo nadmorsko višino. Nihče se tja dejansko ni preselil. Poleg tega smo že videli, zakaj Fidži ni najboljša rešitev. In Kiribati nima Karla III. Kot vodje države, zato evakuacija v Avstralijo tudi ni tako enostavna. Tako je leta 2016 napovedala, da želi zgraditi umetno kopno, da bi lahko zvišala nadmorsko višino svojega ozemlja za vsaj 3,2 čevlja. Težava, poleg okoljskih stranskih učinkov, je v tem, da Kiribati še ni ničesar izkopal. Projekt je tehnično izvedljiv, saj so otoki v Kiribatiju majhni. Poleg tega pa so se o tej ideji posvetovali z Združenimi arabskimi emirati. Navsezadnje so Združeni arabski emirati uspešno zgradili otoški arhipelag Palm Jumeirah. Toda Združeni arabski emirati so ena najbogatejših držav na svetu. Kiribati ima BDP le $297 milijonov, zato je moral Kiribati hoditi naokrog in prositi svet za donacije. Kitajska je dala ponudbo, ne kot del kompenzacijskega sklada COP27, ampak pod določenimi pogoji. V zameno bi dobila pretovorne centre, dostop do nekaterih najboljših območij za lovljenje tune na svetu in možnost za dvojno uporabo objektov za mornarico ljudske osvobodilne vojske. Predstavljajte si, da največji trenutni svetovni izpustnik toplogrednih plinov narekuje pogoje eni od držav, ki najbolj trpi zaradi segrevanja. A Kiribati morda nima izbire. Izgubila je desetletje, ko je čakala na začetek tega projekta. Veliko takšnih obdobij ji ni več ostalo za izgubo. A vendar niso vse države na tem seznamu take, da dejansko tonejo. Številka 4. Jemen ne bo izginil do leta 2050, vendar bi lahko izginila njegova prestolnica, Sana. Vojne so morda opustošile državo v 21. stoletju, vendar se pod prestolnico skriva še veliko hujša kriza, ki traja že veliko dlje, saj je zapisana v geografijo Jemna. Sana je bila zgrajena na arabski plošči, 2300 metrov nad morsko gladino, zaradi česar je eno najvišje ležečih večjih mest na svetu. Ustanovljena v 1. stoletju kot vojaška utrdba, je bila njena nadmorska višina strateška prednost. Še bolje, kljub temu, da leži na tektonski plošči, doživlja izjemno malo potresov. A kljub temu je obstajala tudi slabost.
Sanaa nima stalnih rek in prejme le 35,8 cm dežja na leto. To je bilo dovolj za majhno mesto. To pa ni dovolj za eno najhitreje rastočih prestolnic na svetu. Od 80 let prejšnjega stoletja se je prebivalstvo Sanaje početverilo na približno 3,4 milijona ljudi in še vedno raste za 7 do 8% na leto. Obstaja le en način, da sledijo rasti. Približno 70% vode v mestu prihaja iz podzemnih vodonosnikov, ki so se polnili tisoče let. Zdaj pa izginjajo. Raven podtalnice vsako leto pade za med 2 in 6 metrov. To je približno 10-krat hitreje, kot jih lahko narava tam nadomesti. Vodnjaki, ki so v 70 letih dosegli vodo že 100 čevljev pod površjem, morajo biti zdaj zvrtani skoraj 4000 čevljev globoko. Zdaj se celo ti vodnjaki začenjajo sušiti. Približno 40% dragocene jemenske podtalnice se porabi za gojenje kata, zelo vodno potratne narkotične rastline. Zato so analitiki iz Washingtonskega inštituta za bližnjevzhodno politiko opisali Jemen kot državo, ki se je z žvečenjem sama izsušila. A to še ni celotna zgodba. Leta vojne so že tako slabo stanje še močno poslabšala. Več kot 45% že omejene jemenske vodne infrastrukture je bilo uničene. Zračni napadi in topništvo so poškodovali črpalne postaje, jezove in distribucijska omrežja. Human Rights Watch je dokumentiral 107 namernih napadov na vodno infrastrukturo. Zdaj je komaj še kakšen sistem, ki bi lahko upravljal s tem, kar je ostalo. Mednarodno priznana vlada ne more rešiti krize, ker je Sana od leta 2014 pod nadzorom Hutijev. Strokovnjaki so predlagali obsežne projekte razsoljevanja s pomočjo sončne energije, vendar je le malo tistih, ki so pripravljeni financirati drago infrastrukturo v eni najbolj nestabilnih, konfliktnih območij na svetu. Tako mesto še naprej raste, medtem ko njegova voda še naprej izginja. Do leta 2025 je bilo na voljo le približno 2200 kubičnih čevljev vode na osebo na leto, kar je približno 1/8 minimalne količine, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Ob trenutnih stopnjah bodo akviferi Sane izčrpani do leta 2030. Še preden se to zgodi, naj bi več kot polovica prebivalcev mesta imela težave pri zadovoljevanju svojih najbolj osnovnih prehranskih potreb. Do leta 2050 preprosto ne bo ostalo dovolj vode, da bi ljudje lahko preživeli. Veliko prej bodo morali prebivalci pobegniti, starodavne ruševine pa bodo ostale v mestu duhov, ki jih bodo videli le najpogumnejši turisti. Jemen je potreboval desetletja, da je presahnil. Naslednja država na tem seznamu ni imela desetletij, imela je 25 sekund. Številka 3. Haiti. 12. januar 2010 ob 4:53 popoldne. 316 000 ljudi na Haitiju je umrlo v času, ki ga potrebujete, da poslušate ta stavek. Potres z magnitudo 7,0 je udaril tako močno, da je povzročil veliko škodo vsem objektom, ki jih je zgradil človek. 60% upravne in gospodarske infrastrukture Haitija je bilo uničene, vključno s predsedniško palačo, stavbo Narodne skupščine, glavnim pristaniščem in celo katedralo v Port-au-Princu. 60% bolnišnic je bilo uničenih. Izgubljenih je bilo 80% šol, 1,5 milijona ljudi pa je ostalo brez doma in razseljenih. To je 15% prebivalstva. Infrastruktura, ki se je gradila desetletja, je bila uničena v enem samem dnevu. Haiti ni doživel le naravne nesreče, temveč je utrpel pravo nacionalno pohabljenje. Haiti leži na prelomnem sistemu Enriquillo Plantain Garden, eni najbolj seizmično aktivnih območij na Karibih, zato je povsem naravno, da bi se to lahko zgodilo znova. 14. avgusta 2021 je Haiti prizadel potres z magnitudo 7,2. Tokrat je bil epicenter na polotoku Tiburon. Na srečo je umrlo precej manj ljudi, približno 2200, toda infrastrukturi države ni bilo tako prizaneseno. Več kot 137 000 domov in še 60 zdravstvenih ustanov je bilo uničenih. 800 000 ljudi je bilo prizadetih, saj je čez noč izginilo 10% državnega BDP-ja. Edini razlog, da ni doseglo obsega potresa leta 2010, je bil ta, da veliko infrastrukture, ki je bila takrat uničena, še vedno ni bila obnovljena. Če bi šlo samo za potrese, bi Haiti morda preživel. Če pa tej naravni uničenosti dodamo še nesreče, ki jih povzroči človek, pa dobimo nekaj, kar postaja nevzdržno. Leta 1988 je bilo 4,4% Haitija pokritega z gozdovi. Leta 2016 pa le še 0,32%. To je grozno za naravno okolje države, a prav tako slabo tudi za ljudi.
Brez koren in dreves, ki bi držale prst na mesto, vsaka huda nevihta na Haitiju zdaj povzroči katastrofalno erozijo. Voda dere po pobočjih kot silovit površinski odtok, kar povzroča hude zemeljske plazove, ki so prispevali k številu žrtev v potresih in vsako leto ubijajo več 10 ljudi. To sta dve nevarnosti, ki zahtevata skrbno upravljanje. Skrbno upravljanje na Haitiju ne obstaja. Od leta 2020 se tolpe borijo z vlado za nadzor nad ozemljem tudi v prestolnici. Stvari so postale tako slabe, da so tolpe leta 2023 nadzorovale več kot 90% Port-au-Princa. Več predsednikov vlade pa se je v nekaj mesecih zamenjalo na položaju. Tolpe so celo oblikovale koalicije proti posredovanju sil ZN. Haiti bo še vedno obstajal znotraj svojih trenutnih meja leta 2050. Vprašanje pa je, ali bo velik del države še vedno primerna za življenje. Država leži na aktivnem prelomnem območju. Izsekala je gozdove, ki so nekoč stabilizirali njene gore in nima državnih zmogljivosti za obnovo, preden udari naslednja katastrofa. Sčasoma to ustvari začarani krog. Škoda se začne kopičiti hitreje, kot se država lahko opomore. Naslednja država se preprosto pogreza pod lastno težo. Številka 2 v redu. Indonezija ne bo izginila do leta 2050. 288 milijonov ljudi ne bo pogoltnilo morje. Ampak prestolnica, Džakarta, z 11 milijoni ljudi v mestnem jedru in 40 milijoni v metropolitanskem območju, ni tako varna. Leta 2020 je Džakarto prizadela močna nevihta. V večini mest bi bila to katastrofa, v Džakarti pa je postala opozorilo. Mesto je najhitreje toneče večje mesto na svetu, saj nekateri deli tonejo tudi do 25 cm na leto. Približno 40% Džakarte je že pod morsko gladino. Ko je ta nevihta prišla, je umrlo več 10 ljudi. 400 tisoč jih je bilo razseljenih, celotne soseske pa je prekrila onesnažena poplavna voda. In tla še vedno tonejo. Morje okoli Džakarte se dviguje za približno 0,1 do 0,3 palca na leto. Toda v delih severne Džakarte se zemlja sama spušča tudi do 28 cm vsako leto. Podnebne spremembe so le del zgodbe. Če pogledate Džakarto od zgoraj, boste našli več kot 10 tisoč nezakonitih vodnjakov, ki so posejani po pokrajini. Tisoče domov in podjetij pa črpa vodo iz tal. Ti vodnjaki skupaj vsako leto odvzamejo 140 milijonov kubičnih metrov vode, kar je enako 56 tisoč olimpijskim bazenom. Vlada Indonezije je večkrat poskušala omejiti uporabo teh vodnjakov, vendar z malo uspeha. Mreža nezakonitih vodnjakov in cevi pokriva 70% mesta. Teža stavb nad njimi pa naredi ostalo. Do leta 2050 bo 95% severne Džakarte pod vodo, do polovica mesta pa bo neprimerna za bivanje. Indonezija poskuša narediti kar lahko, da reši Džakarto. In za razliko od drugih otoških držav ima veliko denarja na voljo. Za velikanski morski zid, okrepljene obalne nasipe, rezervoarje in 17 umetnih otokov, zasnovanih na podlagi nizozemskega inženirskega znanja, je bilo namenjenih 40 milijard dolarjev. Če bo dokončan, bo to eden največjih projektov obalne obrambe, kar so jih kdaj poskusili izvesti. Če bodo Indonezijci dosegli svoje, bo morski zid pravo čudo, ko bo enkrat dokončan. Skoraj 4000 hektarjev z industrijskimi in stanovanjskimi območji, parki, novimi prepotrebnimi rezervoarji in celo letališčem. In še vedno ne bo dovolj. Leta 2022 je indonezijska vlada začela graditi povsem novo mesto, približno 1400 km severovzhodno na otoku Borneo, sredi džungle. To je Nusantara in bo do leta 2028 postala nova uradna prestolnica Indonezije. Trenutno je tam morda le okoli 150 tisoč ljudi, vendar si Indonezija ne more privoščiti, da ne bi hitela. Vlada se je odločila, da za Džakarto preprosto ni več rešitve. Zdaj se dobesedno seli v hribe. Milijoni ljudi, ki tam živijo, bodo morda morali pripraviti drugačen načrt evakuacije. Večina novih stanovanj v novi prestolnici je rezervirana za vladne uradnike in poslovne voditelje. Revni prebivalci Džakarte bodo morali shajati in upati, da bo morski zid dokončan do takrat. Počakati bodo morali vsaj do 40 let tega stoletja. Poglejmo si še nekoga, ki je morda v še slabšem položaju. Na prvem mestu Bangladeš. Ko se oblikovalci politik na mednarodnih podnebnih konferencah združijo, da oblikujejo dogovore, kot je Pariški sporazum, niso razmišljali o najslabši službi na svetu. V Dhaki v Bangladešu živi več kot 20 milijonov ljudi. Od 70 let prejšnjega stoletja se je tja preselilo na milijone ljudi, vsak dan pa jih prispe še 2000.
Toda lokalni vodovodni sistem ni sledil rasti, zato so ljudje tukaj izkopali na tisoče nezakonitih vodnjakov. In ti vodnjaki pomagajo, da se njihovo mesto pogreza za približno centimeter in četrt na leto. To je eno izmed območij z najhujšimi poplavami na svetu, kjer je vsako leto razseljenih milijon ljudi. Zato morajo bataljoni delavcev hoditi po mestu in pregledovati jaške. Če so zamašeni z odpadno vodo, bodo morali iti dol in jih očistiti ročno. Kar nekaj jih je utonilo v kanalizaciji, še posebej v času monsuna. Toda tokrat je za večino njihovih težav res kriv nekdo drug, ne vodnjaki. Bangladeš je dobil svojo neodvisnost kot del kaotičnih posledic razdelitve Indije. Toda te meje je začrtala oddaljena kolonialna sila v okoljskih razmerah 20. stoletja. 2/3 te države sta bili le 5 metrov nad morsko gladino. Dodatnih 10% je bilo le 1 meter nad valovi. Takrat to ni bilo tako pomembno. Zdaj pa se obala hitro erodira. Krajevno morje narašča 10-krat hitreje kot svetovno povprečje. Ljudje, ki so prej živeli drugje, se morajo zdaj stiskati v Daki in poskušati preživeti. Nimajo kam drugam iti. Bangladeš morda ni otoška država, vendar ni vlagal v razvoj drugih mest, da bi razpršil prebivalstvo. Zdaj pa je prepozno. Do leta 2050 bo po mnenju znanstvenikov iz Climate Central, ki so to vprašanje preučevali leta 2019, 17% Bangladeša pod vodo. Ne Daka, ampak 17% celotne države Daka bo le del tega. 20 milijonov ljudi bo razseljenih. To ni le napoved iz teoretičnih podnebnih modelov. To se dogaja prav zdaj. Leta 2021 je 70% ozemlja Bangladeša vsako leto izpostavljenega neki obliki poplav. Bangladeške oblasti poskušajo narediti, kar lahko. Obupano obnavljajo kanale v Daki, ki so izginili zaradi nedavnega porasta prebivalstva. Gradijo tudi zadrževalne bazene za zadrževanje vode, vendar ne načrtujejo gradnje morske pregrade. Kako bi si lahko privoščili eno okoli celotne obale svoje države? Združene države izpustijo 33-krat več toplogrednih plinov kot Bangladeš in si lahko privoščijo takšne projekte, vendar jim zanje ni treba plačati. Kompenzacijski sklad COP27 ni pravno zavezujoč. Amerika ni bila zgrajena na koralnih atolih, ki obstajajo le v ozkem območju morske gladine, na visokogorskih vodonosnikih, ki jih je mogoče izčrpati hitreje, kot se napolnijo, ali na rečnih deltah, ki so odvisne od natančnega ravnovesja med sladko vodo in sedimentom. Druge države pa so. Tisoče let so ta območja preživela, ker je njihova geografija zagotavljala ravno tiste pogoje, ki so jih ljudje potrebovali. In zdaj ti pogoji izginjajo v eni sami generaciji. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. In če želite videti več takšnih videov, vas prosim, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni.